Sicer pa ne gresta prvič v Ugando, ne? Ne, jaz sem v Ugandi bila 2-krat, v vzhodni Afriki pa 7-krat do zdaj, tako da kar dobro že poznam razmere in vedno poskrbim, da sem blizu ljudi. Mene zanimajo ljudje, domačini, ženske, otroci, njihov način življenja in tako naprej. Kakšni so ljudje v Ugandi? Zelo mirni, mi bi rekli mogoče počasni, ampak v tej naglici pravzaprav mi naredimo ogromno nepotrebnih stvari, ne? Oni pa to se usedejo, se imajo čas pogovarjati, imajo čas za smeh, za veselje, strašno skromni, pa vendar s tistim, kar imajo, vseeno zadovoljni, tak je moj vtis. In ko pridem nazaj, tudi nekaj časa v Sloveniji ne rabim praktično nič. Zdaj vas tam že poznajo najbrž, ne? Ja, najlepši občutek je, ko po 3 letih stopiš iz taksija in se kup otrok zadere, my mother! Tako so namreč mene imenovali, takrat, ko sem bila prvič dol, zaradi tega, ker sem bila najstarejša prostovoljka in so me potem kot eno mamo imeli. In ko te v tako dolgem času spoznajo, se ti zdi, da si pa vendar nekaj pustil v njihovih glavah ali pa v srcih. Imam občutek, da ste se malo zaljubili v Afriko? Ja, enkrat sem v Tanzaniji spoznala eno Norvežanko, ki je rekla, eni grejo v Afriko in pridejo nazaj in se jih nič ne dotakne. Prav enim nam pa zleze pod kožo in jaz sem očitno ena od tistih. Irma, kaj pa ti? Kolikokrat si že bila v Afriki? Jaz sem bila v Afriki 4-krat. Jaz sem tudi ena izmed tistih, ki se v Afriko zaljubijo. Meni je pa v Ugandi ali pa nasplošno v Afriki najbolj všeč ta njihova sproščena, njihov način življenja. Bolj kot same znamenitosti, najbolj uživam, ko greš v Afriki na pijačo, po možnosti na kakšno lokalno pijačo z domačinom. In pol oni znajo se zelo pogovarjati o takih življenjskih resnicah. In to je zelo fajn, zato ker s časom ugotoviš, da je veliko stvari, ki se jih moramo mi od njih naučiti. Čisto take preproste stvari, kot je take življenjske resnice. In to je fajn. Mislim, take stvari, ki smo jih mi verjetno že kdaj tudi znali ali pa čutili, pa jih zdaj ne več, kar smo mi že pozabili. In tudi fajn je, v Afriki se ti ne treba nič sekirati, pa pretvarjati. Ja. To se mi zdi, ker tukaj sem dal, se mi zdi velikrat, da sploh ne rabiš govoriti, pa te ljudje razumejo. Saj večina, en tak drug občutek imajo, kad človeka vidijo od znotraj, vidijo, kaj si želiš, vidijo, kakšen si in ne rabiš razlagati, ne rabiš se pretvarjati. In si tako, kot si in te imajo tako, kot si radi. No, a vidite, zakaj grem jaz v Afriko? Skratka, hvala lepa, Marta, Irma, vidimo se v Ugandi. Vi pa tudi pridite kaj, ne?